Dober dan vsem. Poglejmo zdaj pojem dela v fiziki, ki se razlikuje od pomena, ki ga damo besedi delo v vsakdanjem življenju. Mislimo na eno telo, ki ga vlečemo z neko silo F po neki površini in se zaradi vpliva sile premakne za določeno razdaljo S. S je premik tukaj. Torej, delo je prav, v tem primeru je prav definirano kot sila krat premik. Za delo rabimo ponavadi velik A, ker A pride iz nemščine Arbeit, ki pomeni delo. Torej, merska enota dela je merska enota sile krat merska enota premika ali razdalje. Torej, Newton krat meter. Newton meter lahko rečemo. Kar je zelo važno, to je dobilo novo ime, ki ga označimo z velikim J, ki je Joule ali Joule, nekateri pravijo kot želite. Newton meter je Joule. Ja, torej, to v primeru, da sila je usporedna premiku. Če nasplošno sila je nagnjena glede na premik za določen kot alfa, kot je v takem primeru, da vlečemo eno škatlo z eno silo, ki je nagnjena, škatla se pa premakne vodoravno. Torej, moramo kaj upoštevati? Komponento sile v smeri premika, kot v prejšnji situaciji, sila, ki je usporedna premiku. Torej, ta komponenta Fx, moramo upoštevati komponento Fx, ki je usporedna premiku. Torej, v tem primeru delo bo Fx krat S. Sedaj, čemu je enak Fx? Tukaj v tem trikotniku lahko napišemo kosinus alfa, ki je usporedna kateta vlomljeno hipotenuza, priležna kateta vlomljeno hipotenuza, priležna kateta je Fx, F je hipotenuza, če to enačbo pomnožimo s F, dobimo, da Fx je F krat kosinus alfa. Torej, tukaj je F krat kosinus alfa krat S. In torej dobimo to, kar sem napisal tukaj. F krat S krat kosinus alfa. Torej, komponenta Fy, ki je pravokotna na premik, ne pripomore k delu. Delo ene sile, ki je pravokotna na premik, je enako nič. Ne pripomore k premiku. Če pa imamo eno zaviralno silo, pravimo, da delo zaviralne sile je negativno. Kdaj imamo zaviralno silo tukaj? Ko ta kot alfa je med 90 in 180 stopinj. Ko alfa je med 90 in 180 stopinj, imamo eno silo, ki zavira ta premik. In v resnici, če mi pomislimo, če imamo kot, ki je med 90 in 180 stopinj, kosinus tistega kota je negativen. Torej, tisto dobimo v resnici že iz same formule. Dobimo torej, da delo zaviralne sile je negativno. Ja, tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.